kaj se zgodi po smrti. Seveda bom govoril o krščanskem pogledu. Poglejmo nekaj osnovnih sporočil v Svetem pismu, kaj se zgodi po smrti. Sveto pismo se zaključuje z velikim zmagoslavjem. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: Glej, prebivališče Boga med ljudmi in prebival bo z njimi. Oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. To je bil od začetka Božji namen, ki se je pokazal v skupnosti z Adamom in Evo v Edenskem vrtu. Načrt, želja Boga je, da bi prebival med svojim ljudstvom. Toda vstop greha v stvarstvo je povzročilo ločitev med svetim Bogom in grešnim človeštvom. Vendar se bo Božji načrt v polnosti ponovno uresničil v nebeškem kraljestvu. Popolno uživanje za človeštvo se bo razodelo v večnosti v prisotnosti Boga, kot pravi psalmist. Daješ mi spoznati pot življenja. Polnost veselja je pred tvojim obličjem. Večne radosti na tvoji desnici. Osrednje sporočilo nove zaveze je Jezusovo vstajenje. Jezusova služba, učenje na zemlji je bilo proti koncu vse bolj usmerjeno v njegovo vstajenje. Jezus je pripravljal učence, da bo moral trpeti, in vedno dodal, da bo tretji dan vstal od mrtvih. Učenci so nasprotovali, da bo moral trpeti in umreti. Peter dejal, da se mu to nikakor ne sme zgoditi. Niso razumeli in doumeli, da bo na koncu vstal od mrtvih. Normalno, saj je tema o smrti in vstajenju nekaj, kar ljudje ne moremo razumeti in dojeti brez Božje pomoči. Šele po Jezusovem vstajenju so učenci duhovno spregledali in spoznali, da smrt ni konec, da se življenje po smrti nadaljuje. Potem jih nihče več ni mogel zaustaviti, da ne bi oznanjali, da obstaja življenje po smrti. Apostol Pavel, ki se je spreobrnil pozneje in je ponesel evangelij med mnoge narode, je bil večkrat preganjan. Ko so ga aretirali v Jeruzalemu, je rekel, da je pred sodiščem zaradi vere vstajenje od mrtvih. Pavel je vedel, da so v zboru deloma saduceji, deloma farizeji. Zato je zaklical: Bratje, jaz sem farizej, sin farizejev. Moral sem pred sodišče, ker upam v vstajenje od mrtvih. Največja novozavezna izjava o vstajenju je v prvem pismu Korinčanom, kjer pravi: Če torej mrtvi ne more biti obujeni, tudi Kristus ni bil obujen. Če pa Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Vstajenje je resnično in nam razodeva, kaj se zgodi po smrti. Je največji razlog upanja za vernike. Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost, piše apostol Peter. Peter govori o novi zemlji,
novih nebesih. Sveto pismo nam nakazuje, da bo Bog vse obnovil, kjer bo vladal pravičnosti. Apostolu Janezu je bilo odkrito delček večnosti po smrti. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: Glej, prebivališče Boga med ljudmi. In prebival bo z njimi, oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. Obrisa bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Bog pripravlja mesto, raj, ki je ogromno in žari od Božje slave. To bo kraj, kjer ne bo smrti, solza in trpljenja, ampak bo svetost, življenje v vsem obilju, veselje, popolnost. To je dediščina za Božje ljudstvo. Pogledali smo delček svete plati po smrti. Sveto pismo pa nam tudi govori, da je to pripravljeno za sveto Božje ljudstvo. Jezus je zelo jasno učil, da ne bodo hoteli biti vsi z njim v raju. Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Ko bodo zbrani vsi narodi, bo ločil ovce od kozlov. Ne moremo iti v podrobnosti, ker smo moče preskočili nekatere dogodke, ki jih omenja Jezus. Toda želim, da vidimo, da je Jezus jasno učil, da bo prišlo do ločitve, da ne bomo vsi skupaj na istem kraju v večnosti. Ovce so tukaj mišljene vsi, ki so sprejeli Jezusa za svojega odrešenika. Kozli pa vsi, ki tega niso hoteli storiti. Jezus je govoril tudi o sodbi. Oblast mu je dal, da sodi, ker je Sin človekov. Ne čudite se temu, kajti pride ura, v kateri bodo vsi, ki so v grobovih, slišali njegov glas. In tisti, ki so delali dobro, bodo odšli v vstajenje življenja. Tisti pa, ki so delali hudo, vstajenje obsodbe. Pride dan, vstajenje za vse. Toda ločitev eden od drugih. V tem primeru pravi Jezus, tisti, ki so delali dobro, vstajenje življenja. Tisti, ki so delali hudo, vstajenje obsodbe. Tukaj ni mišljeno, da si bodo eni zaslužili življenje z dobrimi deli, drugi pa bodo pogubljeni zaradi hudobije, greha. Ta tekst moramo gledati v kontekstu Svetega pisma. Dobra dela so posledica odločitve, da želimo slediti Jezusu, biti njegov učenec, Božji otrok, posledično prinaša življenje k dobrim delom. Eden najbolj tragičnih opisov ločitev človeštva, ki noče Jezusa za svojega odrešenika, imamo zapisano v Razodetju 20, 11-15. Nato sem videl umrle, velike in majhne, kako stojijo pred prestolom, in odprle so se knjige. Odprla pa se tudi druga knjiga, knjiga življenja. Umrli so bili sojeni po tem,
kar je bilo napisano v knjigah po svojih delih. Morje je vrnilo mrtve, ki so bili v njem. Tudi smrt in podzemlje sta vrnila mrtve, ki sta jih hranila. In vsak je bil sojen po svojih delih. Nato sta bila smrt in podzemlje vržena v ognjeno jezero. To je druga smrt, ognjeno jezero. In če koga niso našli, zapisanega v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero. Umrli, mali in veliki, vsi so bili živi. Odprle so se knjige, po katerih so bili sojeni, kar je bilo zapisano v njih. Vsak je bil sojen po svojih delih. In če koga niso našli zapisane v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero. Tukaj je opisana pravična Božja sodba. Na tej sodbi ne bo imel več noben človek možnosti, da bi bil odrešen, ker bo to sodba temeljila na človeških delih kot pogoju odrešitve. Jezus pa je učil, da nam ni treba iti na to sodbo. Če verujemo njemu in mu zaupamo našo odrešitev njegove roke. Resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Vera in zaupanje v Jezusovo smrt za naše grehe nas pelje do kesanja in spreobrnenja, ki nam omogoča vpis v knjigo življenja. Nekaj sklepnih misli. V bistvu smo govorili le o nekaterih pomembnih resnicah, ki se bodo zgodile po smrti. V Svetem pismu imamo še veliko vrst, ki govorijo o življenju po smrti. Za nas je pomembno, da se zavedamo, da obstaja čudovito življenje po smrti za vse, ki so zverovali in sprejeli Jezusa za odrešenika. Za vse ostale pa velika negotovost, večna ločenost od Boga, ki prinaša strašne posledice. Zakaj govorim o tej temi? Od Jezusovega časa do danes se je pogled na svet radikalno spremenil. Sekularizacija, materializem sta opravila svoje. Nimamo časa, da bi razmišljali o smrti in kaj se zgodi po njej. Toda dejstvo je, da je smrt še vedno med nami in pomembno je razmišljanje, kaj se zgodi po njej. Če se z njo vse konča in več ne bomo obstajali, okej. Toda če obstaja življenje po smrti, večnost, potem se moramo zelo resno lotiti te teme, saj gre za našo večnost. Če je zgodba o Jezusu resnična, potem je upanje veliko. Kristus nas zdravi smrti. Resnično upanje napolni naše srce, ko se zavedamo, da poslednje zmage ne bo slavila smrt, saj je Jezus vstal od mrtvih. Na koncu se pomolimo in kot sem rekel, o smrti in življenju po njem potrebujemo razodetje oziroma Božjo pomoč. In zato v molitvi odprimo naša srca in dovolimo,
da nam Bog po svojem svetem duhu razodeva to pomembno temo. Dragi Jezus, hvala ti za življenje. Hvala ti, da si ti vstal od mrtvih. In Sveti Duh, prosimo te, prav zdaj govori na naša srca, da se zavedamo, kako pomembno je razmišljati tudi po smrti. Kajti ti si vse storil za našo odrešitev, za našo večnost. Jezus, Sveti Duh, zato ti odpiram naše srce in to besedo mi razodevaj še naprej. Da me radost in spoznanje, da si ti moj zveličar in da pripravljaš večno življenje, vsak dan še bolj izpolnjuje in da je moč za življenje in smisel že tukaj na zemlji. In prosim te tudi za vse, ki jim je ta tema slepa, nimajo časa za njo. Sveti Duh, deluj in govori na njihova srca. Razodeni Jezusovo ljubezen, moč stajenja in večno odrešitev, večno življenje. Amen.